Družba, a ste spremljali kaj zgodbo o Agrokorju in Mercatorju? Jaz tudi ne. Je pa Agrokor dobil novo vodstvo. Vodenje ne bi prevzel Antonio Alvarez III. Res je, da ima ime, ki bi bil Untaluškan z mehiške telenovele, ko umre, pa prije nazaj kot zloben dvojček. Antonio Alvarez. A vam ga lahko pokažem? Smem? A vam ga smem pokazati? Ja vem, en gospa je tle rekel, Jure, kaj to kažeš? Kakšen videospot je to? In kaj ima to veze z Agrokorjem? Vas zanima? Ja, bom povedal. Mladenič iz spota je Antonio Alvarez III, novi direktor Agrokorja. V prostem času pevec. Človek se mora malo zluftati. Kako mislite, da to gre? Si v službi, cifre, odpustiš 500 ljudi na dan. Moraš dati nekaj ven, ne? Pa greš spot posnet. Antonio Alvarez je bil rojen na Filipinih, šolal se je pa v Ameriki. Govori francosko in angleško. Samo pasivno obvlada pa italijansko pa špansko. Kar je glede na ime malo presenetljivo. Vem, kaj si mislite. Tako kot Melania Trump, ki slovensko in angleško obvlada sam pasivno. Novi šef Agrokorja je pač Enrique Iglesias. In kaj je prva stvar, ki jo bo storil? Spremenil ime Agrokor v Agropop. Jasno. Normalno. Saj pa zanimiv, ne? Pri nas smo imeli vedno ene par neverjetnih kandidatov za določene visoke funkcije. A nismo? Patrik Vlačič, basist, minister za promet. Marjan Šarec, Serpentinšek in župan Kamnika. Matjaž Gantar, basist in direktor. Boris Koprivnikar, kitarist, pa minister za javno upravo. Borut Pahor, maneken, zabavljač, še kaj bi se našel, in predsednik. Bomo videli, kaj nadaljevanje zgodbe o Agrokorju prinese. Jaz se nadejam vsaj kakšnega dobrega novega glasbenega spota. Srbi pa so čez vikend imeli predsedniške volitve, oziroma kot temu rečejo oni, izbori. Potato. No, zmagal je dosedanji premier Aleksandar Vučić, kar pomeni, da je sem pisarno zamenjal. Je pa na tretjem mestu z 10% podpore pristal izmišljeni kandidat Ljubiša Preletačević-Beli, ki je predsednik stranke Sarmu Probonisi. In ne hecam se, to je isto, ki bi pri nas kandidiral, ne vem, Magnus Novak. Ljubiša Beli je srca volivcev osvojil tako, da je vsem povedal, da bo sicer kradel in obogatel, a da bo nekaj dal tudi ljudstvu. In kaj pravi na svoj uspeh? Znači da nešto nije u redu, nešto ne štima u ovoj zemlji čim jedan izmišljen lik pali mase. Ok, glede na to, da so Američani izvolili Trumpa, je vse mogoče, ali ni? Je pa tudi naš Jelko Kacin podobnega mnenja, ker je izjavil, da rezultat izmišljenega lika kaže na politično nezrelost elektorata. 10% Srbov da podporo klovnu, pa so nezreli. Kaj smo pol Slovenci, ki smo pa klovna dejansko zvolili za predsednika? Kaj smo pol mi? Zanima me, sprašujem. Ampak roko na srce, med Belim pa med Pahorjem je pa vendarle ena velika razlika. Če morda zmagam, priznam, da države nisem sposoben voditi. Bodo pa to namesto mene počeli intelektualci, ki sicer zdaj množično odhajajo iz države. Jep, Beli vsaj prizna, da ni sposoben voditi države, naš pa še zmrglumi. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas poglejte na Planet TV. Po pameti!